Spoštovani, v dvorano prihajajo prejemniki odlikovanj. Dr. Boštjan Žekš, gospod Boris Podreka, gospod Andrej Šter. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za svoje znanstveno, raziskovalno in vodstveno delo in za izjemen prispevek v uveljavljanju Republike Slovenije v svetu prejme dr. Boštjan Žekš, Zlati red za zasluge. Doktorja Boštjana Žekša njegovi raziskovalni dosežki postavljajo za enega naših najbolj eminentnih fizikov. Od leta 1987 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2 mandata je bil njen predsednik. Ob tem je tudi član pomembnih mednarodnih znanstvenih združenj, med njimi Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, predsednik Združenja Rastoča knjiga in še mnogo več. Akademik Žekš je v Ljubljani obiskoval klasično gimnazijo in razmišljal, da bi postal odličen zdravnik, kakor njegov oče. Ko se je zgodilo, da se je vpisal na fiziko, se je odločil, da bo odličen fizik. Preden je postal redni profesor za biofiziko na Medicinski fakulteti, je bil raziskovalec, najprej na odseku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan. V Sloveniji je sodeloval z najprodornejšimi znanstveniki, kmalu pa je domovina za njegovo vedoželjnost postala premajhna. Deloval je v različnih evropskih znanstvenih središčih in na Japonskem. Izredno pomembna izkušnja zanj pa je bilo obdobje, ko je kot redni profesor fizike predaval v Braziliji. Ves čas je objavljal. Raziskovalna dela iz teoretske fizike in biofizike so mu v mednarodnih strokovnih časopisih in samostojnih publikacijah prinesla veliko število citatov. Zaradi njegovega dela in odkriti bolje razumemo lastnosti ferroelektričnih kristalov z vodikovimi vezmi, uvedel je teoretski model za popis ferroelektričnih in antiferroelektričnih tekočih kristalov in pojasnil fizikalne vzroke za različne oblike rdečih krvničk in njihovo obnašanje. Znanstvena monografija, ki sta jo o tem objavila z Robertom Blincem in je izšla leta 1974 v Amsterdamu, je bila prevedena v ruščino in kitajščino ter se še danes citira. Akademik Žekš ima številne mednarodne znanstvene nagrade in priznanja. V Sloveniji je prejel skoraj vse. Od nagrade sklada Borisa Kidriča leta 1980 do Zoisove nagrade za življenjsko delo leta 2019. Dr. Boštjan Žekš je najprej in scela znanstvenik, a je še veliko drugega. Je drzen in prodoren iskalec znanja, resnice, poti do ljudi.
Kot minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je zasnoval povezovanje naših znanstvenikov, ki žive na tujem. Kot minister za kulturo je imel poseben posluh za knjigo, jezik in besedo. Meni, da smo Slovenci zaradi njih čudežni narod. Kot soustanovitelj prve mednarodne podiplomske šole pri nas je že v 90. letih prejšnjega stoletja dokazoval, da za znanje ni meja. Vedno je slovel kot izjemen mentor in to je še danes. Nevsiljiv in zanesljiv vodnik. Kaži pot modrosti za vsakogar, ki ga zanima pot in ne le cilj. Za izjemen prispevek k razvoju znanosti in ugledu slovenskega znanstveno-raziskovalnega dela v svetu ter za vse njegovo vodstveno delo se država Slovenija dr. Boštjanu Žekšu zahvaljuje z zlatim redom za zasluge. Spoštovani gospod predsednik, dragi Borut, hvala lepa. Nisem pričakoval, nisem niti mislil na to, nikoli se mi ni zdelo, da sem jaz kandidat za take stvari, zato tem bolj hvala. Hvala tudi za lep opis mojega življenja oziroma moje kariere, pa bom jaz ta opis dopolnil svoje osebne plati. To v bistvu ni bila kariera, to je bilo tavanje. Malo tam, malo tu. Nikoli nisem imel nekih jasnih ciljev, kam bi rad šel, kaj je moj namen. Že kot otroka so me spraševali, Boštjanče, kaj pa boš ti, ko boš velik, pa sem jaz govoril, upokojenec. In ta cilj sem dosegel. Tudi potem sem imel v življenju kup nenavadnih odločitev. Recimo hodil sem na klasično gimnazijo, kjer smo se učili grško, latinsko, zgodovino, take stvari. Oče je mislil, da bom šel študirati medicino, mama, ki je bila bolj verna, je mislila, da bom šel za duhovnika. Jaz sem šel pa na fiziko. In lahko si predstavljate, da pojma nisem imel v fiziki. Tam smo nek uvodni test imeli, da bi videli učitelji, koliko znamo. Jaz nisem znal na nobeno vprašanje odgovoriti, pa še huje, nobenega vprašanja sploh razumel nisem tiste besede, kaj hočejo. Potem sem si pa kupil osnovni ameriški učbenik, tak debel, ruski učbenik za matematiko, tak debel, angleško-slovenski slovar, rusko-slovenski slovar in sem predelal vse. Vse, kar je bilo tam. In ob koncu leta sem bil drugi najboljši v letniku. O prvem ne bi govoril, če koga zanima, mu potem privatno povem. In tako naprej. Nauk tega je, da lahko delate vse, kar hočete, če ste pripravljeni vložiti dovolj dela v to. Tisto govorenje, jaz pa nisem za to, jaz nisem za uno. Za vse ste, samo zagrabiti morate, pa se tega lotiti. In podobno je bilo potem naprej. Kako sem prišel na fiziko? Imel sem enega prijatelja na Vrhniki, ki je rekel, poglej, jaz grem pa študirati fiziko, pa peče ti. Jaz sem rekel, po pojma nimam. Rekel se, to boš videl, je čist lahko, pa še z Vrhnike avtobus se vstal na Viču, greš dol, pa si tam brez problemov. In sem jaz res šel v to smer, to z avtobusom je držalo, tisto, da je bilo prav lahko, pa nažalost ne. In podobno je potem bilo naprej.
Stalno treba povedati, da jaz sem bil, odvisno kako štejete, recimo v 5 službah tukaj v Sloveniji, pa nekih 3-4 v tujini, ne štejem takih kratkih obiskov. Nikoli, nikjer se nisem prijavljal na nič. Vedno je nekdo prišel k meni in rekel, a bi vi lahko pri nas sodelovali, pa jaz ne znam reči ne, sem rekel, ja pa bi. Pa tako naprej. Drug nauk iz tega je, da razpisi so seveda sjajna stvar, ampak da boljših ljudi ne dobite z razpisom. Razpisi so stvar, kjer so vsi enako, pošteno je vse, samo ta najboljši so izločeni. In to ni ravno dobro. Tako da moj glavni nauk je, da je treba delati. Karkoli, česarkoli se že lotite, tudi če vam ne paše, če delate, boste uspešni, vsaj delno uspešni, in če boste delno uspešni, vam bo všeč, pa boste bolj delali in tako naprej. Tako da ne obupavati, ampak zagrabiti stvari. To se pravi, srečal sem ljudi, ki so me vabili v razne zaposlitve. Srečal sem kolega iz fizike, ki tam na zadnje nekje sedi, ki je rekel, kaj pa, če bi ti prišel na medicinsko fakulteto. Pa ker ne znam reči ne, sem šel. Srečal sem Danila Zavrtanika, ki je rekel, kaj pa, če bi ti prišel v Novo Gorico. Seveda, zakaj pa ne. Srečal sem enega v Nemčiji, enega brazilskega profesorja, ki je rekel, kaj pa, če bi ti prišel k nam, pa sem šel. In potem sem srečal še enega gospoda, ki je ravno sestavljal vlado, pa je rekel, kaj pa, če bi ti prišel v vlado, pa sem jaz, ki ne znam reči ne. Rekel, tako, ne. In danes sem tukaj. Tukaj sem mu še največ težav, da sem se prilagodil, ko v bistvu dolg časa nisem vedel, kaj ne bi delal. Potem sem prišel do tega, da je moja naloga tukaj, da sem. Da sem in da po svojih močeh pomagam, da ta inštitucija, Urad predsednika republike, ki je po mojem najpomembnejša stabilna točka te države. Vsi se ne bodo strinjali s tem, seveda, ne. Stabilna točka v tem smislu, kot je Arhimed iskal stabilno točko, da bi premaknil svet, je tudi Urad predsednika republike, tako da jaz se mu zahvaljujem in želim vse najboljše. Hvala, dr. Žekš. Predsednik republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izstopajoče arhitekturno ustvarjanje v mednarodnem prostoru prejme Boris Podreka, Zlati red za zasluge. Boris Podreka je naš najvidnejši in mednarodno najbolj uveljavljeni arhitekt sodobnega časa. Vizionar z več domovinami je človek odprtega duha in pronicljivega uma. Pionir postmodernizma, pisec številnih monografij in esejev o arhitekturi. Nomad in svetovni popotnik je svojim izjemnim ustvarjalnim opusom presegel slogovne okvire in klišeje. Kot sam pravi, ga vodi iskanje humanizma in bližine med ljudmi. Rodil se je leta 1940 v Beogradu, nato pa se je njegova družina po drugi svetovni vojni preselila v Trst. Tam je obiskoval slovenske šole in se kot dijak pri Avgustu Černigoju navdušil nad umetnostjo.
Družina se je preselila na Dunaj in tam je Podreka sprva študiral kiparstvo na Dunajski akademiji uporabnih umetnosti, nato pa arhitekturo na Tehniški visoki šoli, kjer je leta 1968 diplomiral pri profesorju Rolandu Rainerju. Z izjemnima kultiviranostjo in razgledanostjo si je z vrsto odličnih projektov in razstav že v 70. letih prejšnjega stoletja pridobil ugledno mesto v strokovnih krogih. Na Dunaj je prenesel mediteranske arhitekturne prvine in slovensko kulturo, predvsem z deli Plečnika in Fabijanja, ki so prav po njegovi zaslugi v Srednji Evropi vzbudila neverjetno zanimanje. Postavil je več razstav, med katerimi so bile nekatere posvečene slovenskim arhitektom. Plečnik na Dunaju v Trstu in Pragi, Fabijani na Dunaju, Plečnik v Parizu in Ljubljani. Ob odmevnih projektih, kot so urbana harfa na ostankih Berlinskega zidu, urbanizem za nove Atene, preurejanje Benetk, Millennium Tower kot tedaj najvišji nebotičnik v Avstriji, je svetovna javnost postala pozorna na arhitekta več domovin in začela se je več desetletij dolga pot gostujočega predavatelja na najuglednejših šolah sveta. Od leta 1972 ima na Dunaju sloviti arhitekturni biro z izpostavo v Benetkah, v katerem dela mednarodna zasedba arhitektov. Podreka je izviren ustvarjalec, vendar ne spregleda izročila, v katero se podaja. Prepričan je, da arhitektura izhaja iz tradicije, ne kot posnemanje, ampak kot nenehen ustvarjalni dialog s preteklostjo. Arhitektura je inteligentni kompromis, pravi. Prostor njegovega izražanja in navdihovanja je Srednja Evropa. Kraji, v katerih se je rodil in rasel, so ga zaznamovali s svojim kulturnim in zgodovinskim izročilom in on jim to ljubeče vrača. Z arhitekturnimi in urbanističnimi zamislimi je močno navzoč tudi v Sloveniji. Zasnoval je velike hotelske, posebne zasebne stavbe in občutljive javne objekte. Tartinijev trg, s katerega prenovo je mesto Piran počastilo 300. obletnico rojstva Giuseppeja Tartinija, je zanj najlepša kulisa, kar jih ima Slovenija. Žitni most je med mostovi na Ljubljanici nekaj posebnega, saj ustvarja posebno intimo z reko. Vinska klet Novi Brič je uvrščena med 100 najlepših kleti v svetovnem merilu. Podreka je človek moderne dobe in mojster interpretacije sloga. Razume, da je sodobna arhitektura najprej podrejena kulturi bivanja. Takšno razumevanje erosa arhitekture, odnosa med prostorom, praznino in svetlobo se kaže v njegovih stavbah in mestnih trgih. Nastanejo kot lepi okviri življenja, razpeti med mediteranskim in germanskim svetom, in tako zelo odražajo današnjo Evropo. Boris Podreka zna zgoreti za stvari, ki jih želi podariti ljudem. Podarja arhitekturo, besede in misli. Državno odlikovanje je izraz spoštovanja in zahvala slovenskega naroda izjemnemu ustvarjalcu, kajti čeprav je ves svet njegov dom, domovine nikoli ni izgubil. Zahvaljujem se, gospod predsednik Borut Pahor, sem imel čast nekolikokrat v Ljubljani, ampak tudi v Benetkah, ki jih vi verjetno boljše kot jaz poznate. Ko sva se pogovarjala, sem te stvari izvedel. Honorabili in prijatelji, tudi hvala za prisotnost. V tej dobi te pandemije, tih
čudnih stvari, ko smo primorani v neko intimnost zopet, kot en Biedermeier, ja? Ne gremo več ven, se ne sprehajamo, te težave, ki jih imamo, še posebno mi arhitekti, ki zelo čustveno in tudi težko delamo, torej emocije ne moreš digitalno prenesti. Ne? Recimo kot en notar ali kot en odvetnik, ki ima parametre, ki ima zakonitosti in te stvari, mi vedno tvegamo in imamo en tak siv čas. In zato je ta dar, ki mi ga date, je kot če bi odprli luč v eni temni sobi. In zato se še enkrat zahvaljujem. Moja pot, na kratko, Trst, Kras kot Plečnik, je bila vedno dihotomična, se pravi Slovenija, ki je vedno tudi trkala na vrata, tudi jaz trkal na Slovenijo in seveda tisti Dunaj, tisti intelektualni Dunaj, svojo globino. Že v Trstu nekako sem to, monarhija in vse te stvari, pisatelji, muzili in tako naprej, že tam sem to okusil, če lahko rečem. Ja? Ampak moja slovenščina v Trstu, mene je okužil August Černigoj, učenec Bauhausa in potem seveda Rebula, Boris Pahor kasneje, torej ta intelektualna, kako bi rekel, plast in pogovori z Kocpekom in sem mu nesel Tajarde Šardena, knjigo iz Pariza, torej ta Ljubljana je bila vedno nekako prisotna. Ampak se spomnim v gimnaziji, eno stanovanje v Trstu zelo enostavno, ko smo kot majhni mulci, kot se reče, ne, se sprehajali dva profesorja, Rebula in duhovnik, profesor latinščine, jaz sem prisluhnil in sta se pogovarjali v latinščini. Krasna stvar, ampak o fuzbalu. Juventus vincit contra Inter. In to mi je ostalo tako v življenju, pravzaprav je en portret, se pravi, kako bi rekel, profano in tudi klasika, če hočete. Kot je rekel Adolf Loos, arhitekt je zidar, ki se je učil latinščine. To je en majhen portret, če tako lahko rečem. Seveda potem pride Dunaj, bolj sofisticiran in tako naprej, odkrijem Plečnika, ob 11. zjutraj diploma, ob 4. popoldne otvoritev razstave, naenkrat ta bum Plečnika, tudi Ljubljana gleda, kaj se godi zdaj ven s tem Plečnikom, ni bil persona grata takrat v Ljubljani in potem seveda pot arhitekte v 8 deželah, dela v Evropi in nekaj tudi zunaj, v kakšnem drugem kontinentu. In ta razstava v Parizu, kjer sem spoznal Jack Langa, tudi Mitterrand mi je dal eno lepo odlikovanje, Chevalier d'Arte de Lettres, in tudi tam je Plečnik pravzaprav, torej Plečnik Slovenija, če hočem reči, ne, tako zašla v en velik svet, torej ne samo tisti srednjeevropski, ampak v en širši svet. Zraven tega vedno dela muzej v Franciji in kaj jaz vem, jih ne bom zdaj našteval. In to je bila ena doba, ko sem tako zakorakal, če lahko rečem, v svet, ki ga je gospa tako lepo opisala. In seveda potem nekako pride en moment, ja, ko imate že en velik, kako bi rekel, repertoar, ja, in imate tudi kakšne partnerje in imate tudi dobre sodelavce, zdaj v home officeu, ne, ker ne delamo skupaj, si telefoniramo, tako da jaz zdaj delam v svojih letih 3-krat več kot prej. In na tem horizontu dobiti to nagrado ni samo, bi rekel, nekaj, kar je vezano za preteklostjo, ampak je tudi ena krasna spodbuda za delo, za jutri, za naprej. Hvala lepa. Hvala, gospod Podreka. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za vsestransko pomoč našim državljanom v svetu, še posebno v času pandemske krize, prejme Andrej Šter, red za zasluge.
Andrej Šter, pravnik, nekdanji politik in minister, je pred 20 leti postal vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve. Kar naj bi bila suhoparna uradniška služba, je postajalo vse bolj vznemirljivo javno delovanje, ko je skrbel, da so naši rojaki v tujih krajih dobili ustrezno konzularno pomoč in se je glas o tem skupaj z njimi vračal v domovino. Danes skoraj vsakdo ve, če slovenskega državljana v daljnih deželah ujame potres ali cunami, če zaide v vojno vihro ali osebno stisko, potrebuje pomoč zaradi bolezni ali izgubljenih dokumentov, mu bosta pomagali konzularna služba in diplomatska mreža naše države. Ko na Baliju v nočnem klubu odjekne eksplozija, v naslednjih poročilih Andrej Šter pove, da bo za Slovence, ki so tam, poskrbljeno. Ko se Tomo Križnar znajde v zaporu v Sudanu, najprej pomisli na Štera. Tako je tudi z navijačem, ki po košarkarski tekmi v Miamiju ostane brez potnega lista. Nikoli ni nedosegljiv, ne za ljudi v težavah, ne za novinarje. Medijem je na voljo z odkritimi odgovori in zanesljivimi obvestili, s katerimi zna poudariti resnost in zahtevnost položaja in hkrati zagotoviti, da se bo vse izšlo, kar se da najbolje. Je zagovornik sodobne diplomacije, bolj sproščene in komunikativne, ter manj toge in odmaknjene, kakor je bila včasih, ko je nastala kot elegantna veščina visokega sporazumevanja. Nerad reče, da se česa ne da storiti. Ko se zadeva zdi nerešljiva, se je loti še bolj zavzeto. Slovence pozna bolje od marsikoga drugega. Če bi zdajle kje na svetu odkrili novo državo, pravi, bi tam že bil vsaj en slovenski državljan in morda bi potreboval pomoč. Slovencem pripisuje lastnosti, ki jih je dobro imeti. Drznost, radovednost, tudi neustrašnost. Ob teh pa seveda nepremišljenost in lahkomiselnost. A ljudi ima rad in prepričan je, da si med seboj moramo pomagati, če si le lahko. Kot član suverenega malteškega viteškega reda opravi brez števila prostovoljskih ur, zlasti, ko gre za skrb za bolne in invalidne. Odzivnost in pripravljenost na sodelovanje sta dve izmed ključnih odlik Andreja Štera. Najpomembnejše je, da se mora veliko ljudi truditi za to, da na koncu reševanje uspe, pravi. Konzularna krizna celica je v času pandemske krize delovala brez premora. Šter pa je postal obraz kriznega upravljanja, ko je usklajeval obsežno akcijo vračanja Slovenk in Slovencev v domovino. Poskrbel je, da so našli pot domov tudi iz najbolj oddaljenih kotičkov sveta, vseh skupaj je bilo do sedaj že skoraj 3000. Pozneje je pomagal vzpostaviti poseben donacijski sklad in v kratkem času se je v njem zbralo več kot 700 000 evrov. Andrej Šter je neposreden, predan, uspešen in človeški. Za delovanje, ki zelo presega predpisano službo, se mu Republika Slovenija zahvaljuje z državnim odlikovanjem. Spoštovani gospod predsednik, iskreno se zahvaljujem za podeljeno priznanje. Čestitam tudi obima solavreatoma. Neverjetno je, kako pestra naključja srečajo človeka, ampak o tem sta govorila moja predgovornika, tako da je težko za njima blesteti s kakšno modrostjo. Tole priznanje mi je seveda v čast
in ga štejem kot ene vrste dežnik, ki je namenjen slovenski državni upravi, ki radi rečemo birokrati, kar je skoraj že pejorativno. Radi pripisujemo slovenskim uradnikom vse prej kot kakšno tako hvalevredno lastnost, pri tem grešimo tako po očitku kot tudi po efektu. Zato ker slabo mnenje, ki se v Sloveniji zlasti v tistem neuradnem klepetu med ljudmi hudo zaraste, potem pomeni, da se ljudje tam slabo počutijo ali pa se odločajo za kakšne druge dejavnosti. Pomeni, da grejo proč tisti, ki so najbolj ambiciozni, sposobni, ki zmorejo več. Tole priznanje je pomembna gesta, tudi zato, ker ob obrazložitvi je bilo izpostavljeno delo v času, ko smo se soočali z eno težavo, ki je brez primere v človeški zgodovini. Nikoli svet še ni obstal in ni bilo mogoče nič narediti proti temu. Ljudem je bilo potrebno pomagati na načine, ki niso običajni, niti nismo imeli z njimi kaj dosti prakse. Nažalost je to prvi polčas. In potem sem srečal enega, ki je bolj doma pri športu, tukaj je ministrica, ki je za to področje pristojna, pa me je spomnil, da so tudi športne panoge, kjer so tretjine, celo četrtine pri vaterpolu in na koncu prišla do tega, da je v profesionalnem boksu 15 rund. Čakajo nas in takrat bomo znanje, ki smo ga pridobili, ne samo v konzularnem smislu potrebovali. Takrat bomo potrebovali pozornost eden do drugega. Takrat bo zlata vredno, če smo sposobni prepoznati pri sosedu ali pa pri sorodniku, ki je mogoče daleč od nas, da potrebuje pomoč. In ne pomoči nujno čakati od države. Na nobenem področju država ne more v celoti zapolniti prostora, ki nam manjka. In zato, gospod predsednik, se iskreno zahvaljujem ne le za podeljeno priznanje, ampak tudi za podporo, razumevanje in pomoč pri tovrstnih akcijah. Včasih je zelo pomembno, kdo in kdaj izreče kakšno besedo. In takrat, ko je bilo treba izreči, ste jo, gospod predsednik, izrekli. Iskrena hvala še enkrat vsem, ki ste se tega udeležili, ker v vas prepoznam tiste, ki imate pozornost do tega, kar bo potrebno storiti tudi v prihodnje. In jaz se bom potrudil, da bom tudi v luči tega priznanja izvršil svoje delo tudi v prihodnje. Hvala lepa.